vsi imenujemo naše najvišje bitje stvarnika, posebej kristjane pa ga imenujemo očeta. To pa nam je razodel Jezus Kristus, ki je povedal, da je oče, ki nas ima rad. In nas je tudi naučil, kako naj molimo, kako se naj obračamo na njih. In sedaj bomo skupaj zmolili to molitev, ki nas je učil naš Gospod Jezus Kristus. Prijatelja Jankota sem doživljal predvsem kot velikega iskalca resnice. Najprej iskalca resnice o svojem življenju, o svojem bivanju, o svoji poklicanosti in poslanstvu. In zato je bil pripravljen iti na drugi konec sveta, na daljni Madagaskar, da bi oznanjal Kristusa Malgašem. In potem je bil velik iskalec tudi Malgašov, Antašakov in drugih plemenov. Spoznal je njihovo kulturo, spoštoval njihove običaje, navade in zato je za njih postal Monpera, oče, pri katerem so vedeli, da bodo dobili kakršnokoli pomoč in tolažbo.
In nazadnje bil pokojni Janko tudi velik iskalec o Bogu, ni se zadovoljil s kakšnimi površnimi razlagami, ampak je Kristus postal njegov temelj, njegov vogelni kamen, na katerem je gradil svoje življenje in svoje oznanjevanje. Da bi po njegovem zgledu tudi mi vedno znova iskali Božje obličje, da bi Kristus tudi za nas postal vogelni kamen in tista milost, iz katere bomo sleherni dan živeli. Zato v tem duhu in spominu na pokojnega Jankota skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Si podajmo desnice. Eden zadaj pod korom, eden